Spoštovane, spoštovani, prisrčen pozdrav tudi z komentatorskega mesta v Domžalskem športnem parku, kjer je pred nami druga tekma 23. kroga v prvi ligi Telemach med Radomljami in Mariborom. Začetek kroga izjemno zanimiv, pred kakšno minuto se je končala tekma med Primorjem in Domžalami. Zmaga gostov 0-1, strelec Rene Rantuša Lamprecht, kar pomeni, da Domžalčani sicer ostajajo na zadnjem 10. mestu prvenstvene lestvice, toda zdaj so se pred zadnji Nafti približali le na točko zaostanka. Ja, kot vsaka tekma, tudi tale, ki je pred nami, seveda zelo pomembna. Tu si ne gre zatiskati oči, predvsem za Mariborčane, ki se še vedno niso odrekli boju za naslov državnih prvakov. Na vaših zaslonih vidite tudi lestvico. Olimpija na njej vodi z 48 točkami, ob tekmi manj seveda Maribor in Bravo imata po 42 točk, Koper prav tako s tekmo manj 36, sledijo Celjani in tako naprej. Radomljani so sicer 8, toda zdi se, da relativno varni pred tule protinapad Radomljanov. Razrečena je zdaj mariborska obramba, priložnost za domače strel, nekaj težav za Juga po poizkusu Jaše Martinčiča, toda vendarle je mariborski vratar ukrotil žogo. Poskus od daleč in tole je gol! Gol prav Grlić je zadev, 1-0 za Maribor v 20. minuti. Strel, ki vsaj zdi se tako ni bil pretirano močan, toda zelo natančno odmerjen. Pridgar prekratek, tretji gol Grlića v tem prvenstvu. Takole skoraj da iz nič bi lahko dejali. Tete je dobil skok, potem pa Grlić. Zdi se, da žoge ni ravno idealno zadev. Poglejmo še enkrat. Tale zadetek vsekakor ne gre v kategorijo neobranljivih, to je jasno kot beli dan. Takole Grlić, zelo natančen strel, ampak ni zadev, mislim, da žoge tako, kot si je zamislil. Gordič in Davidovič, napaka, prestrežena žoga, lepo je Žiga odložil svojemu bratu Janu. Jan Repas na levo stran, kjer je Tete, odličen strel, no tokrat pa se je izkazal Pridgar. Elmas iz kota, priložnost, Pridgar brani, še nevarno! Ni prišel Bondo do strela pred vrati, odbite žoge, tule pa je nova priložnost, Sudani in brani Pridgar. Tokrat Sudani preveč po sredini vrat in žoga nazaj do Juga. Bondo je izgubil žogo, tole je priložnost in ostaja 1-0 za Maribor. Zelo iznajdljiv je bil tule Gordič. Elmas pa Grlić. Grlić zdaj pred vrata. Tete, krasno! Benjamin Tete! Volej škaricami, pravzaprav ne prek glave, ampak izjemno težak udarec. Sijajen zaključek Benjamina Teteja, ki je zdaj sam na vrhu lestvice strelcev pri vijoličastih 6 goli. Maribor pa je ušel na 2 zadetka prednosti in zdaj bodo lahko gostje seveda precej bolj mirno nadaljevali. Tule vidimo sama Pridgarja. Takole, na kratko iz kota Žiga Repas do Elmaza, Elmaz do Grlića. Grlić pa podaja na oddaljeno vratnico, tam pa prava pravca, ta mojstrovina, Eurogol Benjamina Teteja za vodstvo Maribora z 2-0. Tete, gol in asistenca. Sudani dovolj hiter, Pridgar potem v kot. Zdelo se je, da je tole premočna podaja za Sudanija. Tole pa je priložnost za Širvisa, 3-0. 3-0, Pius Širvis, pozabljen od Boga in naroda, bomo rekli. In
Neobranljivo je potem na vso moč žogo poslal pod prečko, nemočen samo Pridgar. In od 64. minute, zdaj lahko mislim, da že rečem, imamo zmagovalca ob Kamniški Bistrici, pričakovano nove 3 točke za vijoličaste. Prvi gol 26-letnega Litovca v tej sezoni, krasno Sudani, kakšna podaja Sudanija s peto. Izpadla je ne samo celotna obramba, celotna ekipa Mlinarjev ob tej mojstrovini Sudanija. Širvis pa je potem polizal smetano. Žiga Repas, lepa podaja, prečka se trese, še nevarno in Ali Regba, zadetek številka 4 za Maribor. 4-0, 74. minuta, druga zaporedna rezultatska katastrofa se obeta Mlinarjem. Ali Regba pa do prvega gola v slovenskem nogometnem prvenstvu. Jan Repas. Nova priložnost. Ali Regba, odlična obramba sama Pridgarja. Preko smo se po prvem polčasu pogovarjali z Gabrom, je bil nekako zadovoljen s pristopom, tudi tekmo ste dobro odprli, na nek način prejeli gol, ki vam je malce vzel ritma, potem pa v drugem polčasu Maribor bistveno boljši, še 3 goli, ki so končali v vaši mreži. Kako bi povzeli nov zahteven krog v prvi ligi? Ja, pač mislim, prvih 5 minut mislim, da smo stopili zelo dobro v drugem polčasu, po pač zadane Maribor in pač smo nekako padli. Ampak jaz mislim, da ni bil slab pristop, ampak se moramo pač z ekipo res dobro usesti in pogovoriti, o čem je v bistvu point, da se tako dogajajo stvari. Je morda tekma v prejšnjem krogu pustila določene psihološke posledice, visok poraz proti Celju za današnjo predstavo? Ne, jaz mislim, da tisto, kar je bilo s Celjem, je težka tekma bila, v bistvu 9-1, tudi rezultat je, da ga lahko težko v bistvu gledaš, ampak jaz mislim, da se je to že pozabilo. Danes mislim, da smo pokazali tudi proti Mariboru 4-0, sicer spet smo izgubili tekmo, ampak nič, mislili smo, da bo tokrat božje, da bomo šli danes zmago, ampak je še veliko dela, da nekaj naredimo. Če pogledava za nazaj tistih prvih 20 minut tekme v prvem polčasu, je bilo dobrih, verjetno je to tista popotnica, na kateri lahko gradite za nadaljevanje sezone. Ja, sigurno. Mislim, tu še nam manjkajo v bistvu igralci, ki so v bistvu eni poškodovani, en je imel kartone, ki so bili prej kar konkretno v prvih 11. Ampak, mislim, vsi so drugi igralci, tudi te moramo pogledati, vsi imajo kvaliteto, vsi imajo svoj talent, vsi pokažejo na treningu, kar zmorejo. Ampak jaz mislim, da smo pokazali prvih 20 minut, da lahko gradimo neko dobro igro in pokažemo tudi drugim, da zmoremo. Hvala in srečno nadaljevanje sezone. Morda tekme niste odprli najbolje, nekaj začetnih krčev je bilo, potem po nadaljevanju je vse steklo tako kot mora in verjetno je to dobra popotnica za še en naporen teden, ki prihaja, ki se bo seveda končal z derbijem. Ja, sigurno, ja, prvo pokal, pol pa derbi, glede na naše tekme, pa na začetku smo se malo lovili, malo smo se mogli tudi prilagoditi na igrišče, ki ni bilo zdaj v najboljšem stanju, ampak smo se prilagodili, pa smo pol tudi pokazali našo kvaliteto in na koncu tudi zmagali. Pa tudi 2 res gola, ki nekako izstopata ob tej visoki zmagi, sploh tisti Benjamina Teteja, nekako vas že razvaja z lepimi goli v tem drugem delu sezone. Kaže morda tudi zametke tega na treningu, da že veste, da lahko nekaj takega pričakujete tudi na tekmah. Ja, itak, že na treningu se vidi, kakšna kvaliteta je to, ne, ni on v bistvu igralec, ki ga vidiš vsak dan, ne, je posebna kvaliteta in
se ne čudim pol, da tudi na tekmi to pokaže. Ne. Če se še morda samo malce zauzremo na začetek tekme, trener je pokazal veliko mero zaupanja, da je praktično začel z enako enajsterico, ki je začela tudi v prejšnjem krogu proti Muri. Verjetno tudi to vam, igralcev, ki branite barve Maribora, pomeni veliko, da ima trener to zaupanje in da seveda lahko gradite potem z dobrimi rezultati te predstave. Ja, seveda, trener se odloči, koga bo poslal na igrišče. Zdaj, tu jaz nimam informacij, ne vem, tako se oni odločijo, tako začnemo tekmo. Ne. Hvala in srečno. Boštjan Cesar, čestitke za zmago, to je bila ena prepričljiva, visoka zmaga na koncu. Če izvzamemo 20 minut prvega polčasa, kjer ste nekako prepustili Radomljanom pobudo, je v nadaljevanju steklo vse tako kot mora in verjetno ste zadovoljni, pa še drugič zapored ste ohranili mrežo nedotaknjeno. Zelo sem vesel in ponosen na fante, da niso podcenili Radomljanov, kjer sem jih opozarjal, tako da res čudovita tekma, težko igrišče in koncentracija od prve do zadnje minute je bila na vrhuncu in sem ponosen na fante. Tudi nekaj res lepe kombinatorike smo videli v napadu, že v prvem polčasu bi morda lahko prednost bila višja, če bi bilo malce več zbranosti v zaključkih, ampak se je vse skupaj izplačalo potem v drugem polčasu, sploh dva res prekrasna ekipna gola. Prihajamo v šanse in to mi je zelo všeč, da ne popuščamo in da vsi, ki igrajo od začetka in vsi, ki prihajajo noter, da živijo, da dajo gol več in to na koncu tudi nagradi. Tako da vzadej pa, ko je ničla, sem zelo zadovoljen in čestitke res fantom. Še morda, če se ozreva k Benjaminu in njegovemu prekrasnemu golu, verjetno je najlepši gol v tej sezoni, že kar malce nas razvaja v zadnjem obdobju, ko je začel zabijati za Maribor. Verjetno ste zadovoljni, da imate tako kakovostnega igralca v svojem kadru? Ja, zelo sem zadovoljen. Me veseli, da smo tudi iz prekinitve izigrali in da smo dali prekrasen gol. Benjamin je pa klasa, ki dokazuje iz tekmo v tekmo. Še morda za konec, to je bila tudi z psihološkega vidika verjetno zelo pomembna zmaga za naporen teden, ki prihaja, najprej pokal in potem seveda večni derbi, kjer Maribor s takšno predstavo lahko računa na še dodatno vršenje pritiska na vodilno Olimpijo. Gledamo iz tekme v tekmo in danes je tekma zaključena. Gledamo na Aluminij, ki je dobra ekipa v drugi ligi, seveda igramo doma in hočem to tekmo zmagati in v pokalu iti naprej, tako da šele po tekmi se bomo začeli koncentrirati na Olimpijo, je pa res, da ko zmagaš, je lepše začeti teden. Hvala in srečno. Hvala tudi. Gospod Slavic, nova težak poraz za vas in za vas očeto, ampak če se morda malce ozreva nazaj na začetek prvega polčasa, ste verjetno s prvimi 20 minutami lahko zadovoljni, pa tudi drugega, ko je bil zaostanek samo 0:1, ste odprli bolje. Kaj je potem sledilo, da je na koncu prišlo do visokega poraza? Tako, z samim pristopom igralcev, z odnosom sem zadovoljen. Zdaj mogoče v prvem polčasu, ko smo bili mogoče malo, tisto začutilo se je, da smo bliže golu, neke situacije smo prejeli prvi zadetek. Zelo dober štart v drugi in potem ta drugi zadetek spet dejansko kvaliteta mariborskih igralcev. Je pa potem drugem bilo jasno, da nekako odziv igralcev, da težko, da bi lahko verjeli danes v neki preobrat. Je tu sedaj verjetno za nadaljevanje vaša naloga tudi bolj biti na nek način psiholog, kot pa samo trener, da se določene stvari obrnejo ponovno v pravo smer, kajti videli smo že sploh v tistem obdobju oktober, november, ko ste nizali zmage in tudi visoke rezultate, da Radomlje zna in zmore igrati z najboljšimi v prvi ligi. Ja, tega mnenja sem še vedno. Zdaj malo moramo biti realni. Dve tekmi smo bili brez Mozesa in Ignatiča in se vidi, da sta zelo pomembna igralca za našo ekipo. Celo v tistem sistemu oziroma sami igri, ki jo želimo igrati. Tako da onda se verjetno upamo vračati ta teden. Potem bomo imeli malo tudi realnost
Je pa dva boleča, težka poraza, ampak moramo zdaj biti pravi in pobrati, ko je najbolj potrebno. Če še morda skočiva samo malce nazaj, verjetno pa je tistih uvodnih 20 minut, s katerimi ste bili zadovoljni v prvem polčasu, nek temelj, na katerem lahko gradite. Absolutno. Pravim še enkrat, sam vstop v igro, tudi situacije, sami smo imeli lepe, predvsem te ogromno odzetih žog in potem pol kontre, ampak vidi se v igralcih, da se je po tekmi s Celjem izgubila ta samozavest, konkretnost, in to je ena stvar, ki ne bo šlo čez noč. Tako da ja, če ste prej omenili, zelo pomembno bo mentalno, mislim, da prvo to, da se dvignemo, je pa zelo kratek čas, v soboto je že naslednja tekma. Hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala.